nam želim na današnji 21. marec, ko v 3 posavskih knjižnicah tradicionalno začenjamo novo sezono trajnih povezovanj. Projekt Posavci beremo skupaj po letu že 9. zapovrstjo potekal vse tja do 20. novembra, ko knjižnice obeležujemo svoj dan. Skupnimi močmi smo knjižničarji tudi letos za vas pripravili 40 priporočilnih naslovov, 30 je prostih let, 5 je esejev in prav toliko pesniških zbirk. Izbor je videna zloženka, ki so vas počakali na sedeži, knjige pa bodo v času trajanja projekta razstavljene na mrečnem storijalu na leposlovnem oddelku za odrasle. Vanje so vložene kazalke in veselimo se prebiranja zapisa vaših misli, mnenj, občutkov ob in po prebranju. Posamezna dela so dostopna tudi brezpapirno, kot elektronske knjige na spletnem portalu Biblos. Med branjimi namigi najdete potopis 13. mesec, portret morskih imamov. Slednji je v naše prostore danes pripeljal 2 Nataši, avtorico dela ter moderatorko današnjega večera. Nataši, dobrodošli med nami. Nataša Rogelja je doktorica antropologije ter avtorica in soavtorica več strokovnih in otroških knjig s morskimi vsebinami. Zaposlena je na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Vse pa v njej pretaka tudi pustolovska kri. 7 let je namreč z družino živela na katamaranu. Dvignili so sidro iz navideznovalnega obdobja ustavljene poti in za več let zaorali v ledino modre prostranosti. Več o tem nam v prihodnji uri zaupa pogovoru z Natašo Jenoš, profesorica slovenščine in zgodovine ter ljubiteljica knjig, zapisane in govorjene besede. Izvolite. Hvala. Lep pozdrav, spoštovani Nataša, svojega nekine, spoštovani ljudi, drago občinstvo, in da bomo danes zaprli malo skozi literaturo in še kam drugam. Uvodoma bi vas vprašala, kaj je bilo tisto v vas in kdaj se je začelo ta želja po potovanju v ljudi po morju. Jaz sem med tem, ko smo se dogovarjali za ta pogovor s vami in da smo kot otroci večinoma, da smo najbrž zrasti ob tem nadaljevanki Modro poletje, ki je prikazovala eno druščino otrok, ki so doživljali marsikaj na morju, potem smo čudovali s tem kapitalom in tako dalje. Kaj je bilo po vas, da ste imeli sorodnike na morju? Tako, v kolikšni meri je to vplivalo? V kolikšni meri je to vplivalo na vas, oziroma kaj menite, kje je izraelski, kako ga potegne, tako daleč kot je vas, vaša družina, kdo pa se nekako drži Celine in Prikoliča, ali pa si bo občas ne igrali? Ja, tako bom rekla, večkrat sem dobila že to vprašanje od novinarjev, znancev, prijateljev, zakaj ste šli, zakaj. Pa potem, ko tako trezno razmisliš doma o tem vprašanju, da se hočeš racionalno odgovoriti, se mi zdi, da lahko govorimo tle o vzrokih in o povodih. Med vzroki bi jaz sigurno pri sebi naštela to željo po potovanju, tudi neko romantiziranje morja, ki je prisotno povsod v časopisih, na spletu, v knjigah in tako naprej. Tudi knjige so močni faktor za potovanja in morje je sigurno neka tema, ki je večkrat in lepo opisana v knjigah. Zdaj, naš povod, čisto konkretno povod, ker gledala sem tudi recimo in našo družino in ljudi, ki sem jih srečevala na poti, ki so prav tako živeli na barkah, se mi pa zdi, da je potreben en močen povod, da se pa spraviš na ta pot, da ni tako enostavno oditi. In naš
zdravnika, vsak hip, ko bi ga recimo potreboval, ali pa ni šole, ne? Strojnjave, mislim, življenje je drugačno. Vi ste bili na meni, mislite to opet? Na začetku sem imela vsekakor pomisleke in strahove in vse to, kar ste našteli. Ampak otroci so bili pri nas tudi eden od tistih vzrokov, zakaj smo šli na potovanje, da bi pač čas preživeli skupaj kot družina. In strahovi so se pri meni vezali predvsem na to, kaj če zbolijo, kako jih bom šolala, nekaj to je pomislek. No, ampak po enem letu potovanja se mi zdi, da sem zelo, te strahovi so se zelo razblinili in bom rekla, da sem občutila kako potovanje in ta način življenja kot zelo varen. Ni bilo virusov, ni bilo bakterij, recimo te, ki jih poberaš v vrtcih, ko si otroci še majhni takrat varno, tudi v smislu, ker je ta navtična infrastruktura in jadrnice so tako dobre že, da se počutiš varno in vremenske napovedi so tako točne, da pač izbereš sploh z majhnih otroci tiste trenutke kontroljivih nekih nevrih, ne? Ko se dobro počutite, ne? Ja. Kaj ste naredili? Kakšna je bila vaša pot takrat, ko ste šli prvič na tiste eno leto in potem na 7 let? Ja, mi nismo šli daleč, ne? To je treba takoj povedati. Mi smo šli za dolgo časa, ne pa daleč, ne? Tako da potovali smo po Italiji, potem po Jonski Grčiji, v Egejsko Grčijo, do južne Turčije, potem na Kreto, Rodos, spet na Kreto, spet čez Egejsko Grčijo, Jonska Grčija, tako v bistvu potem vzhodno Mediterano bližnjo. Nismo šli daleč, ker je bila kot prava ideja, da preživimo čas skupaj. Ja, prej ste mi zaupali, da ko se nekje opomorno stavite in tam preživite recimo nekje čas zimu, ne, smo prej rekli, nastane nekakšna skupnost tam teh jadrnic in ljudi z jadrnic, ljudi tja. Ampak zdaj bi se prijemali na kasneje, če govorite. Zdaj bi se bolj osredotočila na šolanje otrok. Ker to mora biti tudi nekaj posebne, ne? Kako ste se vi znašli, kako ste v šoli. In on je zelo zanimivo, predlagati, da je vaš mož otroke učil matematiko popolnoma drugače, kot jih učimo v šoli. Nekako mi je bilo blizu. Tako, zdaj sem jo, wow, zaveste, zakaj ne bi na takšen način se to naučil, kako študirati na mati? S šolo moram najprej povedati, da smo se precej zabavali. In pa, ko smo prišli nazaj, sem se počutila, da so mi malo vzeli ta poklic. Čeprav sem se kar bala na začetku tega. No? Konkretno smo imeli vsak dan šolo, recimo 2 uri za mizo. Se je pa ta šola odvijala preko celega dneva. To ni bil takrat konec, ko smo končali zvezke za mizo. In jaz sem doživela to šolo kot tako neko nenehno dogajanje, kot to je še v bistvu učenje in nek naravni proces, tudi za odrasle. Tako da šola je vključevala in obisk muzejev in slikanje na plaži, delovanja na plaži in tako naprej. Z možno smo si nekako razdelila na družboslovne in družboslovne predmete, meni bolj ležijo v družboslovni, možno bolj na družboslovni. Tako da tle je bila sreča, ker potem recimo nekje v 6. razredu so se že začele take naloge po matematiki, ki bi meni bilo teže recimo. Glede te matematike smo se po enem trenutku igrali z vedsko matematiko, to je način indijske matematike, indijskega načina poenostavljanja, ker osnovni princip je ta, da pač lahko sledimo računanju kot računalnik, ne, lahko pa uporabljamo kreativno možganje, pač 18 plus 18, kako se štejemo 8 plus 8, prenesemo dalje, ne, ali pa 20 plus 20 minus 4, ne, si poenostavimo, tako da to je tako osnovno princip, ne. Bom rekla, tako igrali smo se s tem, mi smo šli resno v to smer. Ampak otroci niso bili prikrajšani verjetno, ravno obratno, ne? Zdaj, ko ste na celini, so verjetno zelo uspešni v šoli. Ja, uspešno so se vključili v šolo gledati črnega sina, ker so bili zdravi v publiki. Mislim, da so se uspešno vključili, ja,
Ni problem vsebinski nikakor bil, no, da bi bil manjko nek pri predmetih. Bolj se mi zdi, da gre samo za način delanja drugačen, da se ga moraš pač priučiti, ne, da je drugače, ko si v razredu s 30 otroci in tako naprej. Gotovo, no. Ja. Jaz se spomnim, ko je šel Zvone Šeluga, svojo družino, pohodnik, ne se vsi vemo, da je Zvone Šeluga, in sta imela s mamo ženo malo lokalov, 4-letno. Vem, da je takrat govoril, eno leto so šli, ne, po svetu so imeli potovanje, in je rekel, tam je po 3 mesecih je spregovorila v čisti angleščini. Najprej ne zaupliva, tako ni vedela, čisto država se ga je, ne, čisto kot klop, potem pa je v čisti angleščini spregovorila, se pravi spontano tudi take stvari, ne. Ja, predvsem učenje tujih jezikov, ne, je super, ne, na potovanje, to je krasno. Mi smo v enem trenutku recimo ukili angleščino kot predmet za mizo, ne, in smo pač, ko smo srečali ljudi, ne, angleško, ameriško ali pa angleško govorečo družino, tudi recimo francosko, ko so otroci govorili angleščini, potem so to angleščino za mizo ukili, so enostavno otroci se pogovarjali med sabo, ne šlo zelo hitro, no. Tako da mislim, da za angleščino še danes nimajo problemov večjih, no. Je pa tudi ta misel, ne, da je potem logično otroku, da se uči enkrat tujega jezika, ker je kar ne uporabljen, da se bo pogovarjal s prijatelji. Ja, seveda, ja. Jaz sem zelo uživala, ko sem pripravila to vašo knjigo 13. mesec. Pa me zanima, zakaj ste vprašali naslov? Res nekaj posebnega, se mi zdi. Ja, 13. mesec, s tem sem hotela povedati, 13. mesec je pravzaprav ukraden čas. Ukraden čas. Ta čas, ki si ga drugače ne privoščimo v navadnem življenju, v nekem bolj utečenem življenju, vsakodnevno mi ga poznamo tle, da se mi zdi, da to taka lušna prispodoba za ukraden čas. Ne vem, če je zavibrirala tudi govoralcev na tak način, ne, ampak ja, tako sem si je zamislila. Ja, lahko nakratko opisali, kakšna je ta pot te knjige, kako se je to zgodilo, da bi šla, to, da se mogoče govoril ali vam namignil, da bi nastala. Jaz sem bila zadnji 2 leti našega potovanja vključena v nek projekt preko ZRC SAZU-ja, ki je obravnaval popotništvo in turizem. In v okviru tega projekta je nastala potem knjiga v angleščini, Blue Horizons, Anthropological Reflection on Limiting Lifestyle Migrations. Se pravi, šlo je za en antropološki pogled na ta fenomen popotništva, oziroma na ljudi, ki živijo, delajo in potujejo na jadrnicah v Mediteranu. In potem sem razmišljala, na kakšen način bi se to dalo narediti, in se mi je zdelo, ker je pač to moja prva literalizirana knjiga, oziroma tak literaliziran potopis za odrasle, sem razmišljala, da je kot potopis najlažje mogoče se lotiti takega pisanja, ker imaš neko osnovno strukturo poti. Potem sem si zamislila še te portrete, ki so bili že v knjigi prejšnji, antropološki vključeni, ampak malo bolj na sproščen način. In zgodba, ki lepi te portrete skupaj, recimo je pa naša pot. Tako da sem v bistvu čisto strukturo si morala najprej zamisliti in potem sem šla v pisanje. Jaz sem res uživala, da sem brala ta vaša dela in ob marsikateri zgodbi sem pa pomislila vedno malo, ki ste jih izpostavili, da bi se dalo od nekih osebi ali pa pač zgodbi, celotni večmenski, napisati več, celo še roman, res, tako so se me dotaknili, eno dve zgodbe, ko ste rekli prej, škole oditi in ko nekdo odide in dejansko pusti vse in to opišete ali ga učitev, ne, pred tem, ali pa obratno, strašno me je zabolelo nekaj noter, ko sem brala zgodbo, mi je res imel šlo, se pravičujem, o tisti gospe, ki je živela z možem in sta imela 2 otroka, on je jedel na neki ledvici in je prihajala na vsakih nekaj mesecev v na Ladjaco. On je pa dejansko sama bila z otrokoma nekaj let in potem je pa ostala sama, ker je on tam nekaj mesto, na tistem službene mesto našli drugo žensko in se živel z njo. Prav nekako tako si
sodelujete med sabo, kako se imate radi, v bistvu, en dan je večinate enem. To pa je malce romantično, da spoznavanje. Ja, jaz bi rekla, da je to odnosi med ljudmi na voljo, da so podobni odnosom v hribih moče. Ker to so neke ekstremne situacije, tudi če ni vihare, kakšne si sredi zaliva, zasidra, ne vem, rabiš neko pomoč, zmanjkati se jih, ne vem, pač soliti ravno ne zmanjkati. Jajce, ja. No, tako da se mi zdi, da tle so že zaradi tega ljudje povezani, poleg tega recimo so določeni ljudje pluli skupaj, ne vem, na Kreti sem srečala recimo skupino ljudi, ki so prišli preko Rdečega morja noter v Mediteran in so pluli skupaj v Kongo zaradi teh nevarnosti piratskih, ki so v Afriki obali in oni so bili na poseben način že zaradi te izkušnje povezani, kot bi bili pač v nekih ribovci podobno, ne, v nekih ekstremnih situacijah. Je pa tako, da ni samo harmonično, pač tle nastane tudi veliko konfliktov, predvsem je recimo zanimivo to delovanje med nekim poletnim in zimskim časom življenja na barkah. Poleti se več premikajo ljudje, spomladi jeseni tudi Mediteran, ker je tako vreme, pozimi pa se ustavijo. In takrat ratejo te vasi na pomoru, jih jaz si nabrala knjige, ki so sicer zelo prijetne, ne? Srečaš ljudi iz vseh koncev sveta in so potem skupna druženja in večerje, in tudi šole smo združili starši, šolo smo združili starši, da so otroci bili skupaj šolo. Nastanejo pa tudi konflikti, seveda. Zanimivo mi je pa tudi to, da ste odstavljali vseh sort ljudi, se najde v takih pomojih in tako dalje na morju. Govorite, da pišete tudi o tih kontaktu, tudi o človeku, ki je ubil drugega človeka. In jaz sem potem pomišljala, da dejansko na morju ni ravno pravi kraj, da bi človek imel predsodke. Ker če rabite pravi to pomoč in dobri ne vidim, se ne veš, koga srečaš. Kakšna je vaša izkušnja s tem? Mislim, na kopne bi najbolj imeli predsodke kakšnega človeka, če bi videli, da je pa prišel iz zapora, pa ne vem, ampak kriminalna preteklost za seboj. Mislim, da ne gre tle toliko za razliko med kopnem in morjem, ampak gre za razliko, če potuješ, ne? Ker mislim, da ko potuješ, avtomatično moraš biti bolj odprt do okolice. Mogoče tudi bolj zaupati, večkrat pomagaš in večkrat da si pustiš pomagati. Tako da je ta moment s potovanjem povezala in dejansko si bolj razumljivo, ampak tudi bolj odprti na ta način tudi dobiš ljudi. Tudi bogatejši, ne? Ja, se dobiš. Ampak tudi to sem pomislila, to ne vršti nek varka, ne? Jagarnica ne vršti nek kraj, ki bi človek bil izpilčen, kar se hrane tiče. Kaj dejansko jeste? Kako se pripravite? Ja, mogoče banalno vprašanje, nekako se pomislila. Ja, na Jagarnici je veliko enolične hrane, tudi konkretna, makaronov riža, makaroni riž, makaroni riž, ne. Ampak to je bolj v tistem obdobju, ko se premikaš, ker potem, ko se nekje ustaviš, in mi smo na ta način potovali, da smo se ustavili za dolgo obdobje, recimo, zaradi otrok, pa tudi zaradi tega, ko nas je zanimalo, ko nekam prideš, da res pogledaš ta otok, recimo na Kreti smo dvakrat preživeli zimo, celo zimo, ne. Tako da takrat pa boljše ješ, ne, takrat pa seveda se navežeš na te lokalne podajalce hrane, ne, roda sem bil tudi odličen, ker imajo velik prav teh lokalnih pridelovalcev domače zelenjave, no, Kreta sploh priporočam, sem tudi glede hrane res. Tako da to je odvisno tudi od tega, če si pač v bivanju ali stacioniral, ne. No, te Lidl vrečke in Lidl nakupi ne so del, absolutno so del jadrani, ampak vrči predvsem, ne. Tudi zaradi tega, ker je pač najceneje. In če potuješ, mislim, večina ljudi tudi gleda na to, je to pač del ekonomije potovanja, da potuješ na ceni.
za dlje časa, ne? Ali da so omenili ročnice, potem omenili, da so ljudi, ki so neko bolezen preživeli, pa so šli potem. To so vse neke starejše generacije, malo sva mlajši ljudi, oni nismo. Kako je bistvo s tem, ne? Ker dejansko je nekako reč, zahteva tudi po mojem ogromno nekega finančnega zalogaja, in res odločitev, ne? Opisujete, ljudje so pustili, prodali stanovanje, prodali hiše, doma niso več imeli kamor se biti, razen če imajo sosedje, pa imajo otroke italijanke, da se vrnejo k njim na pokno, ne? Drugače pa ne, ne? Ja, to je dejansko eno od prvih vprašanj, ki si jih popotniki zastavljajo med sabo. Kako ti je uspelo? Kakšno strategijo imaš ti preživljanja, ne? Kako? In jaz sem to spremljala v raziskavi, bolj sistematično, kako so ljudje, tudi recimo cene plovil, ki so si jih prvožili, od kje do kje so pač varirale. In so zelo različne, bom rekla, to gre za zelo bogate zgodbe tudi do zelo revnih, skoraj da socialnih primerov, ki jo vsega srečaš, kar je mene zelo presenetilo, recimo, da sem med informatorji mojimi našla tudi skupino ljudi, predvsem Andrežo, pred upokojitvijo, recimo 10 let pred upokojitvijo, ki so predstavljali neko odrečno delovno silo v Angliji. In zdaj, oni so kreativno rešili svoj problem. Prodali so stanovanje hišo, kupili barko, ki je bila tretjina, četrtina cene tistega stanovanja, recimo, ali pa mogoče so odplačali kredit, da niso imeli več kredita, pa še kupili barko. In so potem čakali teh 10 let, seveda so se imeli v umi super, so živeli na barki, potovali in tako, zelo so pazili na finance te ljudje, ker so živeli pač na nekih prihrankih oziroma na tem, kar so prodali. In so potem s 65 leti dobili pokojnino, recimo. To je recimo ena skupina, kar velika teh še ne upokojenih ljudi. Potem upokojeni ljudje se pravijo, da so imeli drugačne strategije. Te je lažje, ker imaš pač denar. Nekaj že, mi se špališ, predvsem gre tle za ljudi, recimo iz Severa Evropa, ki so se preselili na jug Evrope. Tako da tle ne smemo pozabiti teh razlik, ta fenomen je povezan s tem. Ljudje plujejo na tem valu razlik med severom in jugom. In cenejši sever, ja, na severu, pač, če imaš pokojnino na severu, lahko zelo lepo živiš na jugu, tako da ta moment je pomembno. Potem je tle ena skupina družin, recimo, in ljudi, ki so v tem aktivnem delovnem obdobju. Tle so pa strategije preživljanja res raznolike, in se jih ne da sistematizirati tako, da bi bil en odgovor enoznačen. In sicer veliko je ljudi, ki so znali te z rokami, da so se pač preusmerili v to, da so šivali jadra, da so pozimi nudili svoje usluge, svoje znanje v varinah, v ladjedelnicah. Veliko je prevajalcev, veliko je računalniških programerjev, ki so lahko svoje delo prenesli na barke. Nekateri so tudi oddajali nekam stanovanja, pa so potem s tem se preživljali zelo različne strategije. Ampak nekako pa nisem imela občutek, da so to bogati ljudje. Kot že rečeno, je pa pač ne gre pozabiti, da mi vsi smo iz privilegiranega dela sveta. Tudi zato se lahko take stvari gremo. Zato to. Kako je vam uspelo, šli ste za eno leto, da boče se vključila na ciklus vprašanj, kako je vam uspelo iti za eno leto, potem da ste 7 let pluli? Ja. Kako je se zgodilo? Zelo spontano se je dogajala ta odločitev, bom rekla. Najprej je bila ta odločitev za eno leto in zdi se, da ta odločitev se zdi tudi najbolj normalna ko hodiš v službo, ko si nekako v tem naravnem toku, ni naravnem, v tem utečenem sistemu, ki vsi živimo. Tem
prilepiti osnovne šole. Druga knjiga je pa v bistvu priročnik, je pa prineslo jih je bolje naslov, je to tak priročnik za izdelovanje igrač z naplavili. Mi smo namreč otroci veliko ustvarjali, to je bil tudi del šole in smo potem iz tistih naplavil, naprej je bilo to odlično, ker jih naplavi iz Afrike, iz celega Mediterana. Smo pač ustvarjali od zmaja do barke, okvirčko in tako naprej, tudi smo to spravili v knjigo. Taki recepti za izdelovanje igrač, pospremljeni z popotnimi zgodbami, ki so pisane na otroški način. Ne morate zdaj nima tega, da je tudi ilustratorski del objavljen, ravno v knjigi in tudi v Katamaranu, da ne pozabimo teh fotografij v 13. mesecu. Ja, hoče še v tej podobi, tem delu knjig. Ilustracije za knjigo Čudovito potovanje Marjega Katamarana je naredila Andreja Peklar, akademska slikarka, ki je slučajno bila prijateljica znamka od ene moje prijateljice in smo prišli v stik, in je ona svetovala, ker je delala za založbo Morfin, kaj pa če bi jim ponudila pač tam rukopis, jaz pa za njih delam ilustracije, pa bi to združili, recimo. Tako da sem zelo hvaležna, da se je lotila tega projekta, ker so res čudovite ilustracije. En original celo visi v naši dnevni sobi. To je projekt tudi z Andrejo, smo ostali v stikih. Potem je pa v tej knjigi 13. mesec, pa v bistvu niso ilustracije, to so pa fotografije. Ja, kakaj posebne fotografije, spet ne običajne, ker se je zabrisane. Ja, zabrisane so malo podelane, ker se ja zdaj, da bi čista fotografija, da pač paša neko bolj dokumentarno knjigo, ker je pa ta knjiga le nek realiziran fotopis, ki naredi odmik v enega realnega življenja, se mi zdaj, da mogoče tudi paša taka, kako če reči, malo zameglena fotografija, tako da je oblikovalec te knjige se to zelo dobro spomni. Ja, po eni strani bo da gledaš skozi morske kapljice, ne? Ja, so pa dejansko resnične fotografije, mogoče bi danes je svetovni dan poezije, bi me zelo zanimalo, ali da se ne pretegnijo za napisanje, tudi pesmi, bi izdali, ker me se mi zdi, tako ste rekli, da je tako romantizirano morje, pa se mi tako zdi tako mnogim, tako lepo potovati, se mi zdi čudovito povezano s pesmimi. Ja, poezija meni ni tako blizu kot proza. Sicer je ena pesem vključena v ta zadnji mesec, v 13.
Ja, hvala veste, za vprašanje razgledine. Dobro, in da bomo naredili. Ob zaključku uradnega dela dogodka se zahvaljujem obema Natašama, da sta z besedami slikali prijetno zgodbo večera. Vas, drage obiskovalke in dragi obiskovalci, po naslednjih 244 dneh vabim prebiranju del z priporočilnega seznama in sooblikovanja letošnje sezone projekta Posavci beremo skupaj. Zavod Nevil Dunum, medijski sponzor projekta, po prihodnjih 8 mesecih poskrbel za objave tako v tiskani kot spletni različici časopisa Posavski obzornik. Sedaj pa vas vabim, da gosti zastavite še kakšno vprašanje. V zadnjem delu dvorane pa nas čaka še Maša